Lepo pozdravljena pri pogovoru z umetnikom za galerijo Webnox. Začela bomo s par vprašanji. Torej, prvo vprašanje je, kaj te v bistvu pri ustvarjanju najbolj navdihuje? Navdih črpam iz popolnosti sveta okoli sebe, iz neurejenosti narave, iz surovih trenutkov, ki so pogosto spregledani, in iz vsakdnevnih interakcij z drugimi ljudmi. Super. Kaj pa to potem so vključena tudi čustva, pa čustva tebe, čustva drugih? Ja, to je, fokusiram se na introspekcijo, na vse, kar se dogaja znotraj nas in res je poudarek na čustvih. Super. Torej, bi lahko še povedala poleg tega par stvari o svojem stilu ustvarjanja? Moj stil je globoko inspiriran ekspresionizam ima veliki vpliv pri mojem stilu. Ekspresionizam ima veliki vpliv pri mojem stilu, saj tudi slikarji, ki so ekspresionisti, poudarjajo čustva in vsa notranja dogajanja. In eden od mojih najljubših umetnikov je Vasilij Kandinsky, ki je ekspresionist in on je tudi globoko vplival na moj stil. Tu potem tudi abstrakcija v tvojih delih. Ja, saj on tudi nima določene meje med figurativnimi in abstraktnimi oblikami. Kaj so pa tvoji trenutni cilji, kar se tiče ustvarjanja tvoje umetnosti na dan? Umetnost je in bo vedno del mene, vendar zdaj mislim, da umetnost mi največ pomeni, največ mi ponuja, ko jo dojemam kot hobi in ne kot obveznost, saj če jo dojemam kot opravilo, moj ustvarjalni tok zamre in tudi poteki čopiča niso tako svobodni. Zaradi tega za zdaj umetnost bo moj varen prostor in umetnost bo moj varen prostor, ker jo lahko negujem brez pritiska. In zdaj ne vem, kaj me čaka v prihodnosti, morda ustvarjanje bo moja side hustle ali nekaj takega, ampak spet nič ni zagotovo. Nič ni zapisano, zakopano v svet. Kaj pa potem to pomeni v bistvu, kdaj tebe najbolj pritegne ustvarjanje? Torej, v katerem trenutku se najbolj čutiš, da bi nekaj ustvarila? Največjo inspiracijo zagotovo imam, ko sem polna nekih občutkov, posebej nostalgije, saj ko sem spremenila mesto stanovanja oziroma državo bivanja, sem tudi, moje navade so se spremenile in to je sprožilo veliko čustev in zaradi tega zdaj tisto obdobje sem imela veliko inspiracije pisati in ustvarjati. Ja, vse razumljivo. Kdaj pa si vedela, da tvoja pot v bistvu vodi v ustvarjanje? Kdaj si začela, pa kateri so bili tvoji prvi koraki v bistvu? Jaz sem vedno bila kreativna. Že ko sem bila majhna, sem veliko risala in intuitivno sem segala po barvicah in čopičih. Vendar, ko sem imela 8 let, sem začela hoditi oziroma obiskati ure risanja pri akademskem slikarju in sem se takrat naučila veliko tehnik in splošnih zakonitosti umetnosti. In takrat sem res začela dojemati umetnost resno. Veliko sem delala, saj v tistih prvih letih sem samo ustvarjala, več sem opazovala in gledala navzven, kot zdaj, ko gledam navznoter, ko gledam občutke. In sem več fokusa dala na oblikah in perspektivah, kompozicijah. Vendar s časoma sem oblikovala svoj stil in zdaj lahko povem, da sem res sproščena, ko ustvarjam in ne
ne opazujem toliko napak z tiste tehnične strani. Ja, ja, razumljivo. Mislim pa se vseeno pri abstrakciji je vedno tak na nek način, da daš na platno in to je to. Ali pač mislim, tudi skupaj z napakami se mi zdi to neko celovito delo. Ja, pri mojih delih nima, kot sem povedala, nima mej med figurativnimi oblikami in pač abstraktnimi. In mislim, da to res daje občutek napetosti, ampak tudi čustvene globine in svobode. Ja, mislim, pri tvojih delih sem tudi sama opazila, da te res potegnejo notri, gledalca prepričajo v to, da stopi bližje oziroma da si bližje ogleda, pa da se nekako zazre sam vase. Mislim, saj jaz sem se. Da, Ja, to je bil namen, saj barve imajo veliko vlogo. Saj za me one niso le vizualni element, ampak tudi orodje, s katerim izražam svoje čustva, misli, ideje in tudi upam, da sprožim neko reakcijo, ko nekdo pogleda sliko. Ja, definitivno. Kak pa je tvoj nasvet umetnikom, ki začenjajo, umetnikom, ki se še iščejo, ki so v bistvu tam, ko si bila ti na začetku, ko si vedela, da želiš ustvarjati oziroma da pač je to ta tisti tvoj, če lahko rečem, calling? Zdaj živimo v času, ko nas obdaja veliko vizualnih vplivov in primerjav in mislim, da res edino, kar nas lahko loči od ostalih umetnikov, je naša avtentičnost in zaradi tega moj nasvet je, da ne sledite trendom, ampak da poskusite najti nekaj notranjega, nekaj, kar izhaja iz vas, neki motiv, ki res osebno zaznamuje vas in identificira vas, kar lahko pove ljudem, ja, to je moje delo. Tudi eden od nasvetov je, da ste potrpežljivi s sabo, saj ustvarjanje ni vedno lahko in zna biti tudi naporno in se včasih zdi več kot opravilo in manj kot strast. Ampak res v tistih časih, ko nam je najtežje, se treba spomniti, zakaj smo sploh začeli in se spomniti tistega prvega trenutka, ko smo v umetnosti našli nekaj, ali je to mir, svobodo, moč, karkoli in se prepustiti se, da nas ta občutek vodi zunaj. Absolutno, odličen nasvet. Kaj pa tebe, še eno vprašanje za konec, v bistvu. Kaj je pa tisto, kar tebe pritegne pri umetnosti drugih? Torej, pač, če greš, katera slika, katero delo umetniško bo vzelo tvojo pozornost? Vse slike, ki pritegnejo mojo pozornost, so v bistvu podobne mojem stilu, tako da če je veliko barv, če so oblike, ki na prvo roko ne vidimo točno, kaj se dogaja, to je tisto, kar me res pritegne. Tako da ekspresionizem je res tisto, kar me vse slike, ki so iz tistega obdobja, res me pritegnejo in so mi na nek način vzor tudi. Super. Najlepša ti hvala. Sem zelo vesela, da smo se pogovorili tudi na tak način, pa da spoznamo tvojo umetnost še malo globje. Hvala še enkrat.